boni, pa tolari. A kje so tisti časi? Zdaj pa evri. Me prav zanima, koliko se nam je tole splačalo. Že vem, profesor dr. Mojmir Mrak mi bo gotovo znal odgovoriti. Konec koncev ima črn pas iz EU financ. Profesor Jože Del Batera. Zdravo, Jože. Evo, spet vidim, da te nekaj muči. Ja, že precej več kot desetletje uporabljamo evro in me zanima, če in zakaj je bilo dobro, da smo ga sprejeli. Ja, lej, Jože, imaš prav, ne? Slovenija je bila ena od tistih držav, ki se je vključila v EU leta 2004, ki se je želela tudi čim hitreje vključiti v evroobmočje, se pravi, da dobimo evro. Razlogov je bilo takrat kar nekaj. Eden je bil, da smo imeli dobro, bi rekel, to fiskalno pozicijo. Druga stvar, ključna, tudi danes ključnega pomena, je to, da je Slovenija zelo majhna ekonomija in mi praktično 60-70% vsega, kar proizvedemo doma, izvozimo v obliki blaga in storitev. Če to izvoziš na te trge, s katerimi imamo skupno valuto, potem je celotna ta naša trgovina na nek način izuzeta iz problemov povezanih z tečajnimi spremembami. Verjetno se boš spomnil tistih problemov, ki so jih imeli ljudje, ki so se zadolževali pred krizo v švicarskih frankih. Tega problema, jasno, če imaš ti evro in izvažaš v drugo državo, ki ima evro, tega ne moreš imeti. Ko potuješ ti v neko drugo državo, ne rabiš nositi 5 valut s sabo, da boš pol menjal in tako naprej, se pravi. In pa še ena stvar, če je država tako majhna ekonomija, kot je Slovenija, je potem tudi močno izpostavljena potencialnim napadom na valuto. Špekulantom bi bili lahko izpostavljeni, tega jasno, zdaj, ko smo v evroobmočju, tega preprosto ni. Aha, se pravi, špekulanti lahko napadajo majhne države. Lejte, ne samo majhne, špekulanti so napadli tudi velike države, ala Veliko Britanijo leta 1992. Takšno stvar je na valuti, kot je bil tolar, ki ga je bilo po obsegu zelo malo, bistveno lažje narediti, ker je preprosto, rabiš manj tuje valute, da narediš cirkus v takšni državi, kot je Slovenija. Govorim, da je tako majhna. Če povzamem, glede na to, da smo izredno izvozno usmerjeno gospodarstvo, je nedvomno lažje in boljše, da imamo evro. Ja, kar se tega tiče, nedvomno za Slovenijo, to so bile tudi neke študije delane zdaj pred kratkim, kdo je na nek način največ pridobil, pa na nek način največ zgubil od časa, odkar je šel v evro, in je bila Slovenija kar uvrščena zelo visoko v smislu teh držav, ki so pridobile, predvsem na tej liniji, kot sem prej rekel, se pravi, da se ti majhna, odprta ekonomija, za takšne ekonomije je jasno priključitev velika prednost. Jaz osebno sem vesel, da pri potovanju po večini Evrope potrebujem samo eno valuto. Da mi ni treba skozi nekaj preračunavati. In tega bi si želel tudi na Hrvaškem. Absolutno. Ne samo, da bi imel eno valuto, pri vsakem, ko bi menjal denar, bi ti tudi pa mečken vzel, ker so običajno vse te provizije tako da ja, kot posamezniki sigurno s tem, da imamo skupno valuto, tudi če hoče tudi na svojem žepu, to občutno. To glede Hrvaške, pa Hrvaška si prizadeva, da bi vstopila v evro in pač jaz upam, da bo to čim prej. Tudi jaz. Hvala in se slišva. Velja, srečno.